Dober dan. No Q&A. Zdaj pa, da začnem, bom jaz nekaj vprašal prvič. A veš, kjer je največji organizem na svetu? Imaš 5 sekund. Goba. Oziroma niti ne goba, ampak miceli. Najdli so največji organizem na svetu. Se pravi organizem je ali celica, ali slon, ali človek, ali opica, ali alga, ali roža. Se pravi, en sam organizem je velik za 665 nogometnih igrišč kvadrature. To je en miceli. Zdaj pa, kaj najbolj smešno je to, da ima en organizem, oziroma en miceli, ena goba, ima samo eno celično steno, ki ščiti notranje okolje celice z zunanjim okoljem celice. Naprimer, naše celice imajo 7 plasti. Skozi 7 plasti more priti obrambnih, naprimer nek patogen, neka bakterija, nek virus, da lahko, ne vem, okuži našo celico. Goba ima, oziroma vsak miceli ima eno celično steno, pa ne pride do okužb. Kaj to pomeni? To pomeni, da imajo gobe, oziroma miceli, oziroma glive, da imajo najbolj sofisticiran obrambni mehanizem, se pravi najboljši imunski sistem v kraljestvu organizmov. Najbolj zanimivo je to, da smo se naprimer mi 650 milijonov let nazaj ločili od gob. Pač v bistvu smo bili prej en organizem, pa so šle pa gobe po svoje, pa mi po svoje. Gobe so naprimer bolj blizu nam, ko pa rastlinam. Zakaj pa zdaj to govorim? Zaradi tega, ker je en izmed mojih sponzorjev nudi medicinske gobe, ena izmed najboljših, mislim, da po mojem mnenju, no zaenkrat, kar sem jaz zasledil najboljše v Sloveniji. To je trgovina Fengcha. Taki paketki so. Tule je zdaj resasti bradovec, ko ga jaz uporabljam ali za kognitivne sposobnosti malo izboljšati, drugače ga imam pa itak vsak dan, zaradi tega, ker raziskave kažejo, da sprošča ne samo BDNF, se pravi možganski rastni faktor, ampak sprošča tudi prav, ne vem, kako se točno reče po angleško, v glavnem rastni faktor za nevrone. Se pravi, densko lahko s pomočjo resastega bradovca telo ustvarja nove nevrone, pa predvsem mielinske ovojnice zaščiti, kar je pa ful pomembno za optimalno delovanje mielinskih ovojnic, pa signalov po telesu, pač električnih signalov po telesu. Teda ja, Fengcha, zato sem začel z gobo, pa prej sem nekaj gledal. Pa imam pa itak še tole druga dva, sta pa čajnica čaj, taki lepi paketki, pa esenca magnezijevo olje. Bom na koncu itak spet povedal za kode s popustom, kako so pa v opisih bom dal. Ok, prvo vprašanje. Mnenje o intermittent fastingu, se pravi o delnem postenju. Zdaj, intermittent fasting oziroma delno postenje ni nič kaj novega. Začel se je zdaj, ne vem, eno leto nazaj, mislim, dobro leto je zdaj začel ful spet na teh družabnih omrežjih, pa to, pa influencerji ga promovirajo, pa različni trenerji, pa to. Ni pa nič kaj novega, to se dela že več tisoč let, pač že samo v verske namene se je delo intermittent fasting oziroma postenje, celo naprimer 40-dnevno postenje, ko ga imajo kristjani, pa določena več različnih oblik postenja poznamo. Ampak zdaj, če si me vprašal direkt za eno verzijo, bom govoril o intermittent fastingu, ker se itak pač veliko lahko poje. Vedno več raziskav se tudi pojavlja, zdaj to ni nobeno čudežno zdravilo. Je pa, vsaj moje osebno mnenje je, da bi ga priporočil skoraj vsem. Mislim, 95% ljudi ne bo imelo negativnih posledic, če bo delalo delno postenje na dan. Zdaj, kaj pomeni delno postenje? Delno postenje pomeni, da si ti izbereš nek, kako bi temu rekel, okno prehranjevanja. Naprimer, da ti 12 ur v dnevu ješ, 12 ur v dnevu pa ne ješ. To pomeni, ješ od 8 zjutraj do 8 zvečer, od 8 zvečer pa do 8 zjutraj pa ne ješ nič, kar načeloma niti ni delno postenje, ker je približno to mi zdaj, če imamo nek tak urnik, povprečen človek načeloma 11 ur ne je, pa 13 ur je. Za ženske pa za moške se zdaj sicer malo razlikuje, plus da se razlikuje tudi, če je ta ženska ali moški, ki to izvaja, športnik, ali pa če ni športnik oziroma se z ničemer ne ukvarja. Zdaj pa,
kaj sploh dosežemo z intermittent fastingom, oziroma nasploh s postenjem? Prva stvar, ko so jo začeli v raziskavah gledati, se je reči autofagija. Autofagija je to, kar se v telesu dogaja normalno, s fastingom pa to še bolj povečamo in je uničevanje slabih celic. Zdaj imamo ne vem koliko milijard celic v telesu, od tega so ene celice so popolne, ene so malo slabše, ene so bolane in zdaj telo pač deluje tako, da itak bo bolane celice uničilo, ampak telo, ker je pač ekonomično, bo celico in ne bo kar izpuhtela. Celica se bo razgradila na njene osnovne elemente in pol bo telo tiste osnovne elemente, ko niso prizadeti oziroma ko niso poškodovani, bo tiste lahko telo uporabilo za gradnjo novih celic in telo pač stremi k temu, da ima zdrave celice, zaradi tega, ker ko se zdrava celica deli, postane oni dve celici sta zdravi. Če se pa slaba oziroma nezdrava celica deli, pa prihaja do mutacij, do poškodbe in kaj, bla bla. Se pravi, intermittent fasting dejansko pospeši autofagijo. Zaradi tega, ker pri intermittent fastingu se sicer to še ne toliko face dogaja, ko pa ne v nekem večdnevnem postenju, ampak se začne dejansko dogajati. Se pravi, telo ne dobiva hranil in zaradi tega, ker je porabljeno naprimer malo glikogena, malo maščob, začne posegati po nekem drugem gorivu, se pravi po celicah. In celice jejo celice, oziroma proti telesa določeno v telesu jejo poškodovane celice. To pomeni, da se znebimo poškodovanih celic, ki jih lahko izkoristimo za energijo. To je mali del energije, to ni zdaj 500 kalorij na dan iz celic, ampak se pravi, intermittent fasting poveča to autofagijo in zmanjša v telesu poškodovane celice. Se pravi, imamo več zdravih, pa manj bolnih celic, ali kako bi temu rekel. To sem zdaj nekot na lahek način razložil. Druga stvar, ko se kaže v raziskavah, je to, da, mislim, že logika nam pove, ampak je fajn, če raziskave še vsem to pokažejo, je, da malo damo pauzo prebavnemu sistemu. Zdaj, načeloma, tudi jaz, pa če pogledamo ljudje, pa ne vem, mi ko svetujemo o prehrani, pa na kak način jesti, pa kolikor na dan jesti, pa to se ponavadi svetuje tam 3 do 5 krat na dan, da jemo. Zato, mislim, s tem se čist strinjam, ampak je pa res, da naprimer, če ješ ti od 8 pa do 8, pa da ješ rečemo vsake 2 do 3 ure, ne boš dal svojemu prebavnemu traktu neki mera, da lahko on vso hrano absorbira, pol pa tisto hrano, ko je ni rabo absorbirati, oziroma je ni absorbiral, pošlje naprej. Mi pa v bistvu, ko nalagamo na vsake 3 ure hrano, telesu prebavni trakt mora skozi delati. In eni imajo sicer teorije, da to pol povzroči problem z ščitnico, zato ko mora skozi sproščati določene hormone, da pač se ta prebava. Raziskave sicer to ne kažejo, se pa pri kakem človeku lahko pojavijo težave, še posebej, če ima prej težave s ščitnico, pa začne jesti, ne vem, 600 obrokov na dan, pa skozi konstantno na 2 uri. Se pravi, prva stvar je autofagija, druga stvar je, da damo prebavnemu traktu malo pauze. In pol, ko mi naprimer jemo od 9 zjutraj pa do 6 zvečer, pa pol pustimo telesu, da se pač malo prebavni trakt regenerira, pa to, da se spuče, da dejansko telo lahko očisti celko, ko gre skozi nas, se bo pol posledično temu več hranil lahko absorbiralo iz une hrane, ko bomo jedli naslednji dan. To je bila teorija, pa to se je tudi zdaj pokazalo v raziskavah. Ni zdaj še ful veliko raziskav, ker bolj ko ne so se zdaj začele pojavljati vedno več raziskav, ker je pač postalo spet popularno, vsaj v širši, pač v medijih, ko to delajo, ampak kaže, da se dejansko to dogaja. Pol pa tretja stvar, ko je še pa pomembna, mislim, je še več stvari, ampak tretja stvar, ko je dejansko pač pomembna, je to, da izboljša inzulinsko rezistenco, oziroma telo lažje zazna, ko v telesu naraste cuker in lažje sprosti oziroma bolj optimalno spušča v pretok inzulin, ki pol poskrbi, da se sladkor porabi tja, ko ga pač rabimo. Se pravi, ali v mišice, ali v energijo, ali nekaj, da ne se to pač, da ne prihaja do njih nihanj sladkorja. Se pravi, tudi pri tem pomaga intermittent fasting. Nema, sem še kaj mnenje o intermittent fasting. Mnenje moje. Moje mnenje je, da intermittent fasting je super. Jaz ga trenutno prakticiram zdaj že kar pol leta. Pol leta bo po moje. Pol leta ga prakticiram čisto vsak dan. Tudi ko imam 2 treninga na dan. Ampak tam je pač malo težje. Moraš poskrbeti za določena hranila
pa za tudi tip treninga je pomemben. Ne moreš zdaj delati po 16-urnem fastingu, se pravi, da 16 ur nisem kaj jedel, pa da bi zdaj šel delati tabato, ne pa da. Mislim, to ne gre. Moraš vseeno podrediti trening temu oziroma prirediti. Ma pa še intermittent fasting tudi ful pozitivne učinke na izločanje določenih hormonov, predvsem testosterona pa rastnega hormona, se povišata pri moških, pri ženskah mogoče celo, nisem sicer videl veliko študij, ena študija se je pokazala, da je malo izboljšal porušeno ravnovesje hormonov, ko si je mislim, nisem ziher, je bila veganska ali je bila vegetarijanska prehrana v kombinaciji s Herbalifeom. Si je malo porušila hormone in si je z intermittent fastingom, pa polko je nazaj šla, mislim, da je bila neka taka vegetarijanska / organsko meso je jedla enkrat ali dvakrat na teden, si je pol popravila hormone. Teda, lahko da tudi ni bil sam fasting, lahko da je bilo, mislim, itak je bilo tudi to, da je šla iz Herbalifea, da je šla iz veganske na vegetarijansko, pa da je dodala organsko meso, telečje jetre, mislim, da je dodala pa školjke ali tak neko ti je varjevala. V glavnem, da naprej zašel intermittent fasting, ja, se strinjam, ni zdaj čudežno zdravilo, lahko pa uporabimo kot tako orodje za mogoče malo povišanja kurjenja maščob, za uravnavanje hormonov, za inzulinsko rezistenco pa za autofagijo. A ja, pa to še, da ne pozabim, pri ženskah pa pri moških, ko sem prej rekel, da se razlikuje. Zdaj raziskave kažejo, da pri moških se tam od 13 do 15 ur je intermittent fasting že dost, da dosežeš tisto delno autofagijo, pa naraste ti rastni hormon pa testosteron. Pri ženskah je pa od 14 do 17 ur, ženske imajo malo več, pa pri športnikih je pol tek in pri ženskah in pri moških, da lahko uro odzame. Se pravi, pri moških športnikih že na 12 urah zaradi metabolizma. Že na 12 urah se začnejo kazati autofagija, pri ženskah pa na pol tudi 1 uro prej, se pravi od 13 do 16 kaj takega. Teda, mislim, da sem bil kar dosti dolg. Ok, drugo vprašanje je spet o fastingu in je fasting enkrat na teden po sistemu 16-8 priporočljivo. Zdaj kaj je sistem 16-8? Sistem 16-8 je, da 16 ur ne ješ, 8 ur pa ješ. Se pravi, to je tako, da bi šel, da ob 8 začneš jesti, ne, da ob 10 začneš jesti, pa ob 6 končaš. To je že on fasting, ko lahko rečemo, da bojo imeli in ženske in moški pozitivne učinke, oziroma da bo se autofagija vklopila, v tem, ko sem prej govoril o prvem vprašanju. Ampak je pa malo težje, še posebej za tiste, ko grejo iz 6 obrokov rednih na 3 ure ali pa na 2 uri, da grejo na to. Je mogoče malo huda, ko nisi navajen, bi je šel prej na, ne vem, 14-10 ali pa 14-10 bi bila lepa. 14-10 je pol ono, ko imajo vsi in za moške, in za ženske, in za rekreativce, in za športnike nek učinek. Ampak v glavnem, 16-8 enkrat na teden je tak, nič ni narobe s tem, ampak, kakor sem jaz gledal raziskave, da dosežeš dolgoročni efekt delnega postenja, je potrebno vsaj 3 do 4 krat na teden narediti post. Se pravi, 3 do 4 krat na teden oziroma 3 do 4 krat na teden ne, lahko se vseeno prekršiš, pa boš še vseeno imel učinke fastinga vidne. Tak je zdaj raziskava, ko sem jo gledal, kazala. Se pravi, vsaj 3 do 4 krat na teden. Tudi enkrat na teden pa ni nič slabega, še posebej, če si športnik, pa da imaš tisti dan, ko imaš easy dan, ko res imaš, ne vem, sam en trening, ali pa da je bolj tak trening v easy, še vseeno moraš gledati, kdaj bo fasting, glede na to, kdaj je trening, pa kdaj si imel prejšnji dan trening, pa kdaj boš imel naslednji dan trening, ampak ga lahko vključiš, bolj kot ne sam iz vidika, mogoče malo rastnega pa testosterona, pa malo to, da se ti malo prebavni trak spočije, kar jaz tudi prakticiram pri sebi, pa pri mojih športnikih testing, ko se pa strinjajo, pa ko vidimo, da jim paše, ker se, mislim, ne morem zdaj reči, da se mi bolj hranila absorbirajo pol drug dan, ko jem, oziroma po prvnih obrokih, ampak jaz se počutim, da odkar delam intermittent fasting, mislim, vse boljš počutim. Tudi zdaj, ko imam težji urnik, težje treninge, več strank, se počutim v bistvu malo boljš kot prej, ko sem vse malo bolj v easy. Tako da nekaj je tudi na tem, pa sem spremenil v bistvu pač intermittent fasting. Teda ja, enkrat na teden je priporočljivo, še vseeno je ono, a ti paše ali ti ne. Jaz bi priporočil, da če gre zdaj iz, ne vem, konstantnih obrokov, da bi šel na 14-10, ne direkt na 16-8, je pa 16-8 una oblika, ko bojo imeli čisto vsi pozitivne posledice. To je to. Tretje vprašanje je,
kaj najbolj priporočaš za peko piščanca zorjene govedine? Olivno, kokosovo olje ali maslo? Zdaj načeloma in olivno olje, in kokosovo olje, in maslo, ni nobene panike, če uporabljaš za peko piščanca ali pa za peko zorjene govedine. Jaz osebno si, naprimer piščanca si pečem na kokosovem maslo, olivno olje mi po okusu ni všeč. Sicer je zdravo, še posebej ekstra deviško, je ful zdravo, ful ima visoko vrelišče, mislim, da je od 160 do 190 stopinj vmes, ga lahko uporabljaš brez panike, pa se ne bo spremenila struktura, ampak okus mi pa ni všeč. Jaz uporabljam, vse kar delam uporabljam prosto pašno maslo pa kokosovo maslo. Zdaj za pečenje po navadi uporabljam kokosovo maslo, v pečici, pa za piščanca na ponju tudi uporabljam kokosovo maslo, za stejke oziroma zorjene govedino pa karkoli se pa tiče govedine, pa vedno uporabim maslo. Maslo je še boljše, ker se še na višji temperaturi zdrži, kot na primer kokosovo maslo ali pa olivno olje, pa tudi okus da malo več. Je pa res, da pri maslu, zdaj ne vem, če bi ti, ni nič kaj narobe, ampak določeni ljudje jejo pač vsak dan za kosilo oziroma vsaj enkrat na dan jejo neko rdeče meso, ne. Zdaj pa, če bi si to delo, bi pa mogoče malo pazil vsaj s količino masla, ki ga daš na tisto rdečo meso, ali pa bi sam, ne vem, 2 do 3krat na teden ga jedel z maslom, drugo bi pa vzel, ne vem, kokosovo maščobo ali pa bi si ga pač na drugačen način pripravil. Se pravi, olivno olje 160 do 190 stopinj, ali je, ne, narobe sem povedal, ekstra deviško olivno olje je na 160 do 190, pol imamo pa olivno olje, mislim, da sem napisal. Olivno olje je pa lahko do 240 stopinj. Kokosovo olje je tam do 175 stopinj, nekaj takega, tudi da za pečico je komot, pol imaš pa maslo pa res drži visoke temperature. Teda ja, v bistvu priporočam ti to, kar ti paše. Je pa, lahko pa izbiraš izmed vseh teh treh. Imaš še pol avokado olje sicer še nisem probal, tudi zdrži temperature pa se lahko uporablja, ampak jaz osebno uporabljam maslo pa kokosovo olje. Četrto vprašanje. Najboljši tip rekreativne vadbe za pridobivanje kondicije in nekaj mišične mase ob večerih. To ob večerih me je zdaj malo zmedlo skoraj. Verjetno ob večerih misliš trenirati, ne misliš ob večerih, v glavnem, kar nekaj. Ob večerih, da bi treniral. Zdaj, načeloma, ali treniraš ob večerih, ali treniraš bolj sredi popoldne, ali sredi dopoldne, ali čez jutri, nima neke take veze, še vsem, če gledaš, da je bolj rekreativno. Lahko bi se sicer osredotočil na cirkadian uro, kdaj imamo mi kao najboljši procese za določen tip treninga, ampak je za rekreativca in ni toliko važno. Se pravi, bomo prvo šla na mišično maso, ampak kar oboje, če boš delal na mišični masi in kondiciji, jaz priporočam 2 do 3krat na teden, da delaš moč, jaz bi šel na 3krat, pa 2 do 3krat na teden, da bi delal neko kondicijo. Jaz, če bi šel 3krat moč, 2krat kondicija. Pol pa za kondicijo bi šel. Enkrat bi šel neko daljšo progo, pa bolj aerobno, se pravi puls tam od 55% do 65% tvojega maksimalnega. Ali pa vsaj, če imaš uro, naprimer, pa če imaš zmerjen tvoj laktatni prag, da gledaš, da laufaš pod laktatnim pragom vsaj za 5 pulzov. Zaradi tega, da ti mlečna kislina ne bo naraščala v telesu in boš lahko pač to držal. In boš delal na svoje aerobne vzdržljivosti. Pol bi pa enkrat na teden delal laktatno vzdržljivost, zaradi tega, da se bo tvoje telo znalo soočati z laktatom. Ker tudi, ko ti povečaš svojo laktatno vzdržljivost, oziroma ko ti povečaš možnost telesa, da puče mlečno kislino, ti bo aerobna pripravljenost narasla. To je tako, da bi rekel, da morajo naprimer maratonci, še posebej zdaj maratonci itak laufajo na 75% ogljikovih hidratov, pač anaerobno, zaradi tega, ker je že taka intenziteta, pa so nori. V glavnem, tudi maratoncom naprimer koristi, da kak trening šprintov ali pa kak trening, ne vem, da gre na airbike, pa mislim, ok, zdaj sem dal primer pač airbikea, ko ga kdo bolj pozna, ne, tam ko ste za kisek, ko te vse peče, ko je čisto kratko pa napolno, tudi to naprimer koristi maratoncom, zaradi tega, ker ko se ti poviša možnost pucanja mlečne kisline, se ti poviša tudi laktatni prag pri aerobni vadbi. In boš lahko namesto, da boš na 164 pulza laufal, pa te bo zakislilo čez pol ure, boš lahko laufal na 168 pulza, pa te bo zakislilo po pol ure, kar pomeni, da boš lahko višjo intenziteto držal pol ure in boš
več kilometrov naredil, kar je za maratonca super. Se pravi, enkrat na teden aerobno, ali bicikl, ali rovanje, se pravi veslanje, ali tek, ali hoja, karkoli, imej puls tam, ali 55 do 65, ali pa 5 do 10 pulzov pod tvojim laktatnim pragom. Zdaj pa kaj pa za moč? Za moč pa nimaš kaj narediti. Jaz bi šel po principu, če boš delal 2 do 3 krat na teden, sploh ne bi šel prvo, se pravi bodybuilderski princip, da greš še prsa, triceps, pa da razdeliš po ne vem nekih delih. Jaz bi delal za začetnika 2 do 3 krat na teden isti trening, pa bi probal vključevati bolj take kompleksne vaje, se pravi, ni zdaj sam biceps curl, ampak je pač neko celotno gibanje, naprimer, tako so počepi, tako so, namesto da greš v leg press, pa se usedeš pa potiskaš, ali pa leg extensions, da sam dvigaš, da sam potiskaš pa delaš sam za kvadre, greš v počep, kjer mora delati celo telo, ne samo neki. Se pravi, bolj bi se osredotočil na to, da bi delal celo telo, pa mogoče, jaz bi sicer videl, kak bi bil človek, ko bi jih meni prišel, pa bi to hotel motorično, ampak načeloma bi delal tudi unilateralne vaje, zaradi tega, ker pač več kalorij pokuriš, bolj se morajo možgani vključevati, težje je za telo, bolj fajn se telo razvije. Še posebej, če je neka splošna moč za rekreativce, ne zdaj, da bi ti hotel dobiti ne vem koliko mišične mase. Za začetek bi šel tek, se pravi, 3 krat na teden unilateralna vadba za moč, pa 2 krat na teden vzdržljivost, enkrat laktatna, enkrat aerobna. To je to. Najboljši tip rekreativne vadbe za pridobivanje kondicije, nekaj mišične mase v večerih. Ja, to je to. Pa prehrana itak. A ja, pa če hočeš pridobivati mišično maso, moraš malo zvišati kalorije, ko jih pa porabiš, zaradi tega, da bo telo imelo gradnike. In pa ne pozabi, da boš imel zadosten vnos ne beljakovin samo, ampak esencialnih aminokislin. Ja, to je to. Evo pa se še zadnje vprašanje danes je pa v bistvu malo se navezuje na prejšnjo. Kakšno razmerje makronutrientov svetuješ za pridobivanje mišične mase? Zdaj za karkoli, ne samo za pridobivanje mišične mase, so pomembna in mikrohranila in makrohranila. Še posebej mikrohranila, ker pri mikrohranilih, se pravi vitamini, minerali, pa oni, ko so v sledeh, pa tek, mi ne čutimo, da nam jih primanjkuje, dokler da se ne sesede nek mehanizem oziroma nek proces v našem telesu. Za mikrohranila, za mikrohranila ne vemo, zdaj ne vem, če sem to rekel, za mikrohranila ne vemo, za makrohranila, to so kar so pa beljakovine, ogljikovi hidrati pa maščobe, zato pa načeloma že kar sproti čutimo, če nam primanjkuje. Še posebej se naprimer pri hidratih ful vidi, če si vzdržljivostni športnik pa jih poješ premalo, boš takoj vedel, da nekaj ni v redu. Pri mikrohranilih ne boš vedel, ti lahko imaš beljakovine, ogljikove hidrate pa maščobe zrihtane, pa ti primanjkuje, ne vem, cinka ali pa magnezija ali pa železa ali pa karkoli, pa boš to šele opazil čez 3 mesece, ko ti bo že telo čist neke določene stvari naredilo, da se boš sesedel. Tako da ja, oboje je pomembno, to boš dobil z raznoliko prehrano. Veliko zelenjave, ogljikovi hidrati pa itak beljakovine iz fajnih virov, se pravi ne neko zdaj predelano, procesirano meso, pa ne zdaj samo rastlinski viri, zaradi tega, ker pač ni šans, da dobiš vsaj ne esencialne aminokisline ta prave, tudi če ti neko to uspe kombinirati z nekimi kvinojami, pa špinačami, pa ne vem čem še vse. Se pravi to. Zdaj pa kakšno razmerje makrohranil? Čist odvisno je spet od tvoje kompozicije, od tvoje velikosti, od tega, kako že prideš tja. Če prideš zdaj ti čist brez mišične mase, bomo čist drugače delali s tabo, ko pa enko že prideš z mišično maso, pa hoče testo povečati. Tudi je odvisno iz kakega športa prihajaš, odvisno je tudi, kako zna tvoje telo uporabljati ta makrohranila. Temu se reče metabolna fleksibilnost. Kar je moje mnenje je, da je metabolna fleksibilnost najpomembnejši vidik iz vidika, vidik, ko gledamo neko, kako bi z prehrano lahko na človeka vplivali. Ti lahko daš ne vem kako ketonsko dieto, ne vem kako popolno človeku, pa če on ne bo znal maščob kuriti, ne bo nič kaj si mogel pomagati s to ketonsko dieto. Isto mu lahko daš dieto, ko ima sam, ne vem, 60 hidratov, tako je normalna poprečna dieta, zdaj ne več, ko vidimo, pa če ne bo znal izkoriščati ogljikovih hidratov, mu nič ne bo koristilo. Tako da jaz bi šel neki. Prva stvar za mišično maso mora biti stimulus, to je itak trening, mora biti ta pravi, vsaj 3 krat na teden. Pa iz vidika prehrane, jaz bi šel od 200 kalorij pa do 500-600 kalorij viška, ko pa to, kar ti pokuriš. Zdaj, več kalorij, ko boš šel, večja možnost je, da boš
tudi malo več maščobne mase dobo zraven. Ker zdaj, če boš ti višjo mišično maso, bo itak tudi šla maščobna masa gor. Ker ti boš spravljal telo v anabolno fazo, to pomeni, da bojo se celice oziroma da se bojo procesi telesu bojo stremeli k temu večinoma, da se bojo strukture v telesu gradile. In zdaj ne bojo se gradile samo mišice, bojo se gradile tudi maščobne celice oziroma rasle bojo maščobne celice. Se pravi, ko boš ti dobil 6 kg gr, bo od tega 2 kg mišične mase, oziroma 1 kg mišične mase, 2 kg vode, 3 kg vode, pa 2 kg maščobe. Zdaj sem kar nekaj na pamet rekel, ker je čisto odvisno od človeka. Ampak na tak princip deluje. Teda jaz bi šel, če se ti ne mudi, oziroma tudi če se ti, načeloma bi šel, ne vem, šel bi z 300 kalorij bi povišal, koliko porabim, pa bi pa to sledil 1, 2 ali pa 3 tedne, pa bi videl, kam mi grejo kile. Pa bi videl, kako se počutim. Pa bi pa šel, ali bi šel mogoče na malo manj, se pravi iz 300 na 200, ali pa bi šel iz 300 na 400, če bi videl, da res mogoče dobiš malo več puste mase. Ker naprimer začetniki bojo dobili več puste mase, kot pa maščobe. Ne vem, nek športnik, ko je pa treniran, bo pa tam, ali pa bo celo maščobne mase več dobil, kot pa mišic. Še posebej, če ni trening ful dobro prilagojen. Zdaj razmerje je pa tak. Glih danes sem pisal eno objavo o tem, kako vnos beljakovin vpliva na zdravje ledvic. Pa se je pokazalo, da pač ni nobene panike, če je posameznik zdrav, lahko mislim, da so jedli, koliko sem napisal, je bilo 8 ali je bilo celo 12 ali je bilo 1 leto. 8 mesecev rečemo, da so jedli 3 in več grama na kilogram telesne teže, kar je še za mene, če bi mi za eno vprašal, bi rekel, to je kar fajn visoka doza beljakovin, pa ni prišel do nobenih. Je se pokazalo, da so mogle ledvice bolj, mislim, določene procese povišati, zaradi tega, da so lahko prebavljali tiste, oziroma da je šlo skozi njih tiste beljakovine, ampak ni bilo pa po enem letu nič kaj slabše delovanje ledvic. Daljše študije, ko pa 1 leto pa je zaenkrat, če nisem videl, da bi bila vredi študija nareta. Se pravi, beljakovine. Zdaj jaz bi šel, vnos beljakovin, če gremo zdaj po gramih na kilogram, bi šel od 1,8 pa do 2,6. Čisto odvisno, kaj ti paše, čisto odvisno od vrste beljakovin, ki jih zauživaš, ampak načeloma od 1,8 do 2,6 grama na kilogram telesne teže. Pol bi poskrbel za zadosten vnos maščob, zaradi tega, ker če je trening za moč, morajo tudi živčne povezave v redu delati, naprimer pri powerlifterjih so maščobe ful pomembne, isto pri kakih, kaj so že olimpijskih dvojalci, teži tudi, ampak mora biti ta pravi maščobe spet, se pravi 1 do 1,2 grama na kilogram maščob, pol vse ostalo bi dal pa hidrate. Zdaj pa daš pol toliko hidratov, koliko rabiš, da dobiš tisti svoj presežek za 300 kalorij. Beljakovine ti bojo tudi tam neki, pač to je v bistvu cela filozofija. Kar bi še jaz sam naredil, bi, to sem pa prejšnji teden tudi objavil, kar je tudi mene presenetilo, načeloma sem jaz mislil, da je normalno, ne vem, da ješ na 3 ure, 2 do 3 ure, pa imaš 20 gramov beljakovin, 20 gramov beljakovin, 20 gramov beljakovin, 20 gramov beljakovin ali pa 25, odvisno koliko jih rabiš, da pač konc dneva mora biti vnos beljakovin, ki si ga ti izračunal. Naprimer, da ješ 2 grama na kilogram, pa imaš 80 kg, moraš pa jesti 160 gramov beljakovin na dan. In zdaj pač ti to poješ v 8 obrokih, po 20 gramov beljakovin, ali pa v 6 obrokih po 25, ali pa v 3 obrokih po 40, mislim, mi je čist vseeno kak, ampak načeloma važno je, da zadostiš na koncu dneva tistim 160 gramom. Zdaj, kar sem pa jaz prejšnji teden videl, oziroma pa pol tudi napisal objavo, je pa pokazalo, da so sicer delali isto 20, ampak so pa okoli treninga vnos beljakovin še povečali. Se pravi, mislim, da je bilo iz 20 na 40. Se pravi, je bilo 20, pa je bilo pred treningom 40, ali je bilo 20, pač v glavnem pred treningom je bilo 40, pa po treningu 40, pa spet normalno 20. Ne vem, koliko obrokov je bilo razdeljenih. Ampak važno je, da so okoli treninga so povečali in se dejansko je povečala mišična masa v skupini, kjer so okoli treninga povečali beljakovinski vnos, malo bolj zvišala kot pri unih, ko so imeli čez cel dan. Ni bilo zdaj tako ogromne razlike, da bi en dobil, ne vem, 5 kg mišične mase, en pa pol kile, ampak je bila razlika. Zdaj, če se ti gre za to, še posebej kakim profesionalcem, ko jim res vsake 10 gramov mišične mase koristi, bi jaz delal na tak način. Se pravi, okoli treninga bi beljakovinski vnos povečal, tam bi bolj targetiral, da bi tam bil beljakovinski vnos večji. Pol pa poskrbeti moraš, da imaš vse esencialne aminokisline. Zdaj pri esencialnih aminokislinah je tako, imaš 8 esencialnih,
Za enih sicer govoril, da jih je 9, meni je načeloma mi je čisto vseeno, sam pač tudi stroka se še ne more odločiti. Imamo 9 histidin, ko je v bistvu do nekega leta ga telo samo lahko dela, po nekem letu pa postane esencialna, ker ga telo ne more več samo delati, zato je pač kao kot 9 esencialna aminokislina dodana. Se pravi, 8 ali 9 esencialnih aminokislin, to moraš ti poskrbeti, da jih telesu dodajaš z praškom beljakovin, ko jih vzema. Zdaj, če imaš normalno prehrano, da imaš meso zraven oziroma mlečne izdelke, ni nobene panike, ker jih boš dobil dojst. Zdaj pa, kakor si pa vegi tudi, če gre, ker imajo jajce, ker imajo mlečne izdelke, bolj problem je pri veganih. Glih sem bral študijo oziroma poslušal podcast, da ima 70-80% vegetarijancev nižje nivoje esencialnih aminokislin v krvi, ko bi pa mogli imeti, pa 95% veganov. To je še pa kar resna zadeva. Zdaj, esencialne aminokisline niso važne samo za mišično maso, so važne za vse, ker so pač gradniki celic, gradniki imunskega sistema, gradniki nevronov. Teda to je treba paziti. In jaz bi naredil en tak mini hack, ali kakorkoli bi temu rekel, pred treningom, med treningom pa po treningu, lahko izbiraš kdaj, lahko narediš povsod, da boš res poskrbel za anabolno fazo. 5 gramov esencialnih aminokislin pred treningom, 5 gramov med treningom, pa 5 gramov po treningu. Pa na tvojem mestu bi še posebej po treningu, se pravi, narediš trening, si med treningom hidriran, če nisi se po treningu hidriraš, v roku 5 minut popiješ 5 gramov esencialnih aminokislin, počakaš 15 minut do 20, ker se približno v 20 minutah se absorbirajo, pol pa češ shake beljakovinski, kakor si boš pač doziral po treningu. Teda ja, zdaj sem spet full raztegnil vprašanje, ampak cela logika je to, tako sem prej rekel, 1,8 do 2,6 grama beljakovin na kilogram, 1 do 1,2 maščob na kilogram, ostalo hidrati, pa jaz bi dodal še posebej, če si vegan, pa če si vegetarijanc, pa tudi če normalno ješ vse, bi dodal 5 gramov esencialnih aminokislin po treningu ziher, lahko pa tudi prej, pa vmet, da res držiš telo v anabolni fazi, tudi med tem, ko treniraš. Kar je sicer težko, verjetno ne bo skozi v anabolni fazi, ker boš mogel mišice potrgati vmes, ampak večinski del bo anabolna faza. Je pa itak tako, da mora vsak pri sebi malo testirati, kam pa itak ne bolj paše. Teda ja, to je to. Vprašanje sem dosti, dan so se kar navezovala vprašanja. To je pa to, mislim, da nisem nobenega vprašanja spustil. Ok, zdaj pa gremo na sponzore. Ne gremo še takoj na sponzore zaradi tega, ker sem pozabil nekaj pojati, kar bi mogoče na začetku. Te teden sem imel možnost, da sem šel v studio Vitalno telo, gospodu Alešu Linusu, ki se ukvarja z diagnostiko kardiovaskularnega sistema, se pravi srčno-žilni sistem, ti vam pove. Bolj podrobno smo midva šla ker sem jaz športnik, pa ker se ukvarjam z športnik, mislim, se ukvarjam z vsem, ampak mene je bolj zanimalo predvsem sistem arteriol. Zdaj, kaj je arteriola? Arteriola je v bistvu žila, ki se pol razčleni oziroma razplete v mislim, zihra je arterija prej. Mislim, da je arterija zadaj. V glavnem, arteriole poskrbijo za to, da pridejo hranila do mišic, oziroma v mišice. In zdaj, če imaš ti, tako sem napisal, ti lahko imaš prehrano v nulo zrihtano, pa če boš imel, ne vem, če si pod kroničnim stresom, če je karkoli narobe z srčno-žilnim sistemom, lahko ti zaužiješ prehrano, ampak ne bo prišla prehrana do mišic, zaradi tega, ker imaš ali zategene, ali toge, ali mislim, karkoli je lahko narobe in ne pride hrana do mišic. In zdaj, kot športnika me je zanimalo predvsem to, pa tudi zanima me to za moje športnike in to lahko gospod zmeri. Ni pa samo to, pač to je ena od stvari, ko lahko. Gospod mi je povedal toliko stvari, da če bi si vmes pisal, mislim, da bi imel za 10 različnih objav materijala, ampak si nisem pisal in se pač pol odločil, da bom naslednjič, ko prijem še na eno terapijo oziroma diagnostiko, da pove, kako bo zdaj čez cajt, ko bom zrihtal par zadev, ko sem jih tam pri njemu zvedel, bom v bistvu posnel podcast z gospodom, zaradi tega, ker pač, mislim, res glede celic, pa glede srčno-žilnega sistema, pa glede določenih aminokislin oziroma vseh aminokislin pa dodatkov za tudi problem, ko se on srečuje z njim vsakodnevno, ne vem, če ve kdo zaenkrat bolj kot on. Vsaj jaz še nisem koga iz Slovenije srečal, ko je toliko. Teda podcast nujno. Druga stvar je, zvedel sem full stvari, sicer so bili rezultati dobri, lahko bi se kaj popravilo, pa vem zdaj na kak način. Videl sem tudi zdaj malo še
en drug sistem, kjer ga lahko nesem pri mojih varovancih. Ko pa če jaz vidim enega človeka, jaz sicer vem, da je pod stresom, jaz sicer vem, kaj se dogaja na telesu, ampak nisem vedel pa zdaj iz vidika srčno-žilnega sistema, kaj se zgodi. Naprimer, če adrenalin v telesu naraste, se žile, naprimer arteriole, če glih govorimo o arteriolah, ko vživčujejo oziroma prehranjujejo mišice, se naprimer krčijo, zaradi tega, ker je notranja oziroma srednja stena žile je mišica, gladka mišica in gladke mišice se, ko adrenalin naraste, pokrčijo. To pomeni, da se bo skrčilo in bo pretok v mišice od hranil slabši. In zdaj, če si ti nek vrhunski športnik, pa si pod kroničnim stresom, lahko je to psihični stres, ne rabi biti niti fizični. Imaš adrenalin pa kortizol zvišan, pač stalno. In to je glih problem kroničnega stresa oziroma kronično zvišanje adrenalina in kortizola. Da pol nimaš prekrvavljenih oziroma prehranjenih mišic. In to se pri veliko komu športniku dogaja. Pol pa itak smo se še pogovarjali o oksidativnem stresu, pa koliko oksidativnega stresa povzroča naprimer maraton, koliko kajenje, koliko kontracepcijske tabletke, pa da pol to združiš. Pokazal mi je naprimer eno njegovo stranko, zdaj nisem sicer, pokazal mi je enega gospoda, pa eno gospo, ne vem, imela neč pač sam izvid, oziroma rezultate. Naprimer, en gospod je doživel srčni infarkt. In je bilo pol, njegovo srce je delovalo po infarktu na 41% moči. Infarkt pomeni, da se en del srca, ne vem, ali je spazem v aorti, ali je neki, v glavnem, en del srca umre. In ko ni več prekrvavljen, dejansko degenerira in umre. In kardiolog je temu gospodu rekel, da bo po končanem zdravljenju, ko ga bojo oni naredili v bolnici z njim, bo srce največ, da nikoli v svojem življenju ne bo prišel več, ko pa na 45% delovanja srčne pumpe. Mislim, da je bila celo to gospa. Vse ni važno. No, v glavnem, ko mu je gospod Aleš dal en svoj izdelek, ko sem mu reč, zdaj nisem sicer, da mu je dal kardio, mislim, da mu je dal kardio, ko vsebuje določene aminokisline, elastin, mislim, fajn zadeva, bom enkrat se bolj podrobno spustil, oziroma itak na podcastu se bom bolj podrobno spustil, ampak z njegovim prehranskim dodatkom je po 8 mesecih, se mi zdi, ali je bilo, v glavnem po določenem času, vsaj 8 mesecev, je njegova srčna, oziroma njegovo srce delovalo na 49% zmožnosti. Se pravi, zdravnik mu je rekel, da ne bo prišel več kot 45 nikoli, samo ob tem, ko je dodal njegov prehranski dodatek v prehrano, oziroma vsakodnevno v svoj življenjski slog, karkoli ga je imel, se mu je pumpa zvišala na 49%, moje srce se je zvišalo. In pol je dejansko ultrazvok srca pokazal, da se je obnovila stena, tista, ko je bila degenerirana oziroma ni več delovala, se je obnovila. In tako je gospod Ale že rekel, če lahko obnoviš srce, lahko obnoviš kjerokoli mišico. Pol je pa ista ena gospa, je pa na isti način imela, je pa tudi v glavnem sam ve gospod, kaj je treba delati, pa na pameten način deluje. Zdaj, je za prehranske dodatke, ampak ni pa tek, da bi mogel pa vse imeti, pa je tudi kritičen do tega, kako določene stvari so prenapihene, oziroma karkoli. Se pravi, če koga zanima, naj me klikne, ga pošljem gospodu, pove ti, če si športnik, ti pove, kako so tvoje mišice prekrvavljene, kaj rabiš narediti za to, da ne, če si starostnik, ali če te zebe, če kadiš, če imaš kakršnekoli probleme, to se lahko gre z njemu testirati kot preventivo, on ti poje, kaj imaš narobe, on ti poje, kaj ti priporočam imati od njega, poveš ti meni, kaj ti je on poje, ti jaz priporočam, kaj bi ti dodal v prehrano, zato da se to zrihta, ker se da s prehrano vse zrihtati, ne samo z dodatki, tudi z navadno prehrano. Teda ja, to sem še, da nisem slučajno pozabil pojaviti. Teda se že veselim za podcast, ok, zdaj pa res lahko gremo na sponzorje. Prvi sponzor, bom šel kar početi tako snegdovo. Prvi sponzor je bil magnezijevo olje, oziroma je magnezijevo olje esenca. Tule imam, tukaj evo ga, to se najbolj vidi. Za 800 upihov, preventiva, če hočeš si ga lahko tudi na jezik našpricaš, pač tek vredi kvaliteta je, sam pač ogabno, oziroma v peklo. Na kožo, skozi kožo se absorbira, ga uporabljaš kot preventivo, kot te krt zagrabi, med športom, karkoli, lahko si ga uporabiš pod tušom. Se pravi, koda za popust je POP10. Ne vem, sem rekel, mislim, da sem rekel, da je za 800 upihov, se pravi, ga imaš približno za 2 do 3 mesece, če ga uporabljaš redno. Super zadeva.
Drugi je bil Fengča. O Fengčaju smo že prej govorili, največji organizem, goba, zakaj to ne. Imaš pa, mislim, jaz sem začel sodelovati z njimi zaradi medicinskih gob. Imajo pa vse. Glih prej sem napisal objavo super kakao za možgane, samo njihove sestavine se pravi kakao, kava. Imajo pribore za, ne vem, za čaj, za kavo, za vse. Imajo zelišča, imajo super hrano, naprimer spirulino, goji jagode. Vse stvari v glavnem imajo, ful dobra stran, fengcha.si, popust je ANZE10 z veliko, isto kot POP10 je isto z veliko. Tak paketik je, oziroma taki paketki so gob, pomaš pa različne stvari. To, pa še zadnji je pa, čakaj, tako ne, da se bo videlo, je pa čajnica čaj, je pa tak znakeca, se bo to izostrilo, bo, ok. Senča zeleni čaj, en izmed mojih ljubših zelenih čajev, ampak ne iz vidika energije, tako je naprimer gunpowder, ko sem ga zadnjič imel, ali pa oni pearl beli čaj, ko je tudi močen, tudi ni toliko močen, ampak je bolj tak, nekaj bi opisal, tak gladek čaj, ko ga spiješ, tako čutiš, tako da bi ti svilo pil. Tako da bi svilo pil. Ne vem, kak je to, ampak ok. Ja, skratka, popust imaš pa ANZE15. Se mi zdi. Ja, ANZE15, se pravi ANZE15 z veliko, ANZE10 z veliko, POP10. Zdaj pa vse, kar kupite, pomaga mojemu accountu oziroma mojemu podcastu, da raste. Zdaj sem tudi začel delati na svoji spletni strani, teda bo spletna stran tudi, upam, da čim prej, da bo malo lažje vsem zavideti, pa neke probleme imam z povezavo spletne strani pa s Facebookom, tudi da bom verjetno mogel nov page narediti. Kar mi je ful žal, zaradi tega, ker imam zdaj že več kot 900 ljudi mi sledi na Facebooku, pa res je, mislim, super profil, ampak bom mogel prestaviti, bom tudi napisal eno objavo, da bojo vsi, oziroma da boste vsi, ko me spremljate, vedeli, pa bom vas prosil, da se sam ta nov profil lajkate, tudi ga starega lahko odlajkate. En cajt bom itak objavljal še na obeh dveh profilih, zato da se bo jedlo, pa vsakodnevno bom objavil enkrat zjutraj, enkrat zvečer. To da bo, tudi ko bo hotel iti iz tega profila, pa me bo hotel še naprej spremljati, da bo prišel na profil, ker tudi ta stran me nekaj zabava. Trenutno na Facebooku. Ampak to še vse prije bom napisal, ko bom sploh imel internetno stran naredil. Se pravi to. Ja, to je to. Mislim, da nima več kaj zapajati. Ne. Hvala lepa za ogled. Če ti je bilo všečki na Facebooku, na YouTubeu, tako sem zadnjič rekel, klikni on zvonček, mislim, da je na levi strani, če gledaš ekran, na desni strani je zvonček, klikneš, dobiš takoj obvestilo, ko jaz nov video uploadam in ti je pol ful lažje, zato ker jaz ga uploadam, pa ga pol na Facebooku objavim, čez par dni, teko pač je na vrsti za objavo Q&A. To, pa komentarje, pa mislim, zdaj že spet dolgo nisem dobil kakega komentarja, kakršnekoli graje, kakršnekoli nasveta, kakršnekoli vprašanja, teda ti sam, lej, ali na Facebooku, ali zasebno, ali na YouTubeu piši. Teda ja, to je to. Hvala lepa.